Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni, dobro večer, dobrodošli na Filozofski fakulteti. Prejšnji teden, ko smo začeli s ciklusom predavanj Govori Filozofska fakulteta, je Delo objavilo kratko novico, v kateri je zelo dramatično napovedalo ta cikl predavanj. Pisalo je: prvo predavanje v slovenskem jeziku pred 100 leti je potekalo na Filozofski fakulteti leta 1919, to drži. Zdaj pa po 100 letih Filozofska fakulteta ponovno odpira svoje vrata in pripravlja cikl javnih predavanj, kar seveda tudi drži, ampak tudi vmes v tem času so bila vsa naša predavanja javna. Me pa zelo veseli, da vsak večer, zdaj že drugi teden, tečemo tale maraton, vidim skoraj da polno predavalnico 34, tako kot tudi nocoj. Skratka, dobrodošli, pridite še kdaj na Filozofsko fakulteto, za danes pa vam želim prijetno poslušanje in prosim kolegico Nevi za predstavitev današnjega predavatelja, rednega profesorja, doktorja Boža Repeta. Spoštovani gospod dekan, kolegice in kolegi, spoštovani izbrani, dragi Božo. Praktično polovico zgodovinarjevega dela predstavlja pisanje. Posledično znam napisati marsikaj in se v marsičemu tudi razpisati, vse do takrat, ko je besedilo pozitivistične narave in ne prehaja v leposlovje. Čeprav sem z največjim veseljem sprejela povabilo, da predstavim našega današnjega predavatelja, profesorja Boža Repeta, sem se takoj zatem zavedala, da bom vendarle morala napisati nekaj, kar skoraj da prehaja v leposlovje. Pri tem subjekt seveda ni težava, zajeti in obesediti vse tisto, kar je profesor Repe že storil, kar dela in nenazadnje, kar enostavno profesor je, pa je vedno znova ena izmed najtežjih stvari. Zato mi dovolite, da se zame značilno pozitivistično lotim profesorjeve predstavitve. To je najlažje storiti statistiko, ki je v primeru profesora Repeta nadvse zgovorna. Njegova osebna bibliografija med drugim beleži kar 875 enot znanstvenih in strokovnih besedil, od tega 45 znanstvenih člankov, 18 preglednih znanstvenih člankov in kar 115 strokovnih člankov. Čeprav danes tudi v humanistiki monografije štejejo skoraj da manj po članki, pa profesor Repe sledi zgodovinopisni tradiciji pisanja le-teh. Tako je objavil pretežno kot samostojen avtor, deloma pa tudi v soavtorstvu 19 znanstvenih monografskih enot, okrogla 20 o zgodovini Univerze v Ljubljani, ob njeni 100-letnici pa je tek pred izidom. Posebej knjig na tem mestu ne bom opisovala. Dovolj je, če povem, da je kar nekaj izmed teh temeljnih del, po katerih posegamo mnogi raziskovalci zgodovinopisja in drugih ved, tako doma kot v tujini. Morda je prav, da omenim le en skupek del, posvečen slovenskemu liberalizmu od konca 60. in začetka 70. let, ki je bil sicer tudi tema njegove disertacije. Tako kompleksna in večplastna tema ga je namreč po mojem mnenju izoblikovala kot zgodovinarja širokega obzorja, ki tako zastavlja tudi svoje druga dela, pri katerih hkrati obravnava politično, gospodarsko, socialno in kulturno zgodovino. Sposobnost sintetiziranja vseh teh vidikov javnega in zasebnega življenja preteklih in trenutnih generacij terja ogromno predanosti, odrekanja in predvsem izjemnega zanimanja in radovednosti o danih temah. Ni se ga strah lotiti novih žanrov, zato je med drugim njegova zasluga, da je obudil žanr političnih biografij, katerim se zgodovinarji v veliki meri in v velikem loku tako majhne države, kot je Slovenija, izogibamo. Njemu niso tuji ne Tito, Edvard Kapel, Boris Kidrič, Stane Kavčič, Stane Dolanc, ne Milan Kučan. In prepričana sem, da ima v misli še katerega izmed nam poznanih politikov, s katerim biografijo bo naslednjič presenetil. Profesor Repe je namreč eden izmed tistih redkih raziskovalcev, ki se upajo kot prvi lotiti tiste zgodovine, katere glavni akteri so ne le še živi, ampak še vedno dejavni. Je raziskovalec, ki se torej z zagnanostjo loti tudi tistih tem, ki se jih ostali zgodovinarji izogibamo, ker enostavno nimamo dovolj debele kože. Profesor Repe je svoje utrdil, ker verjame, da mora zgodovinar dognanja stroke, ko je to potrebno, v pravi humanistični maniri tudi neomajno braniti.
Zaradi tega je bilo z njim mnogokrat javno obračunano. A vsakega izmed soočen na 4 oči, preko časopisnih kolumen, pisem bralcev, pa celo preko nazadnjaških izpadov, kot je poskus zažiga njegove knjige, se je lotil argumentirano in umirjeno. Kljub obilici raziskovalnega dela, zaradi česar je slovenski kolega dr. Zdenko Čepič zapisal, da je verjetno najbolj plodoviti slovenski zgodovinar nasploh in mnogim drugim obveznostim v predavalnico vedno ukoraka z vrhovno mero humorja, kreativnosti in tistim USB ključkom okoli vratu, ki nudi študentom še nikoli prej videne fotografije in posnetke, ki jih je leta dolgo zbiral po različnih fototekah in v montažni sobi Filmskega arhiva Slovenije. Vse samo zato, da bi študentom prikazal, kako zanimiva, živahna, kompleksna in znanstvene obravnave vredna je zgodovina. Da mu to redno uspeva priča še druga statistika, ki kaže, da je profesor Repe vodil do uspešnega zaključka kar 568 diplomantov predbolonskega in bolonskega diplomskega programa, čemur lahko preštejem še 13 oziroma od danes naprej 14 magisterijev druge stopnje bolonskega študija. Dodatno je pri njemu zaključilo znanstveni magisterij 26 študentov, doktorat pa kar 27 doktorantov. V 635 primerih torej so si študenti profesora Repeta izbrali kot mentorja, kar bi znal biti rekord trenutno aktivnih predavateljev na fakulteti, morda celo na univerzi. Profesor Repe je poleg vsega naštetega tudi vodja katedre za sodobno zgodovino in ene izmed najbolje ocenjenih programskih raziskovalnih skupin na fakulteti v zgodovinopisju in humanistiki nasploh. In to že 3. mandat z razlogom. Poleg tega, da ocena naše programske skupine v veliki meri odseva njegove lastne znanstvene dosežke in da za uspešno delovanje žrtvuje številne sicer proste ure in dneve, ga primarno na to mesto vedno znova postavljata njegova načelnost in empatija. V okviru finančnih zmožnosti nam omogoča kvalitetno raziskovalno delo, brez katerega bi naše poseganje po napredovanjih v nazivih bilo občutneje težje. Še več, marsikoga izmed nas je rešil osnovnih eksistencialnih problemov, predvsem mladih. Za nas je vrata držav priprta, saj verjame, da je potrebno dati priložnost mladim in jim utreti pot, ki bo dovolj široka, da bomo nekoč tudi sami utrli pot tistim, ki pridejo za nami. Ne želim, da bi ta predstavitev izpadla kot hvalnica temu, kar je bilo. Izrečeno in ledelno v preteklosti. Obe statistiki, ki sem jo predstavila, bosta namreč že prihodnji teden drugačni. Študenti, ki pišejo svoje zaključne naloge pod njegovim mentorstvom, so številni, tisti, ki se k njemu obračamo po dobronamerne nasvete in kritiko, pa ne popuščamo. Tako kot ne popušča profesor Repe. Naše, predvsem torkove kave v K16 se vrtijo okoli prijav novih projektov z novimi aktualnimi temami, ki bodo naredile prelom v teh, ki jih aktivno raziskujemo zdaj. Tudi zato sodi profesor Repe ne samo med najproduktivnejše, temveč tudi med najboljše in najvidnejše raziskovalce slovenske sodobne zgodovine. Hvala. Hvala lepa za to res prijazno predstavitev. Hvala za tako številčno udeležbo. Hvala seveda vodstvu, da me je izbralo v ta gremij redkih, ki smejo predavati ob obletnici. Dodal bi samo to, da se mi z leti koža tanjša in tudi kakšen zdravstven pregled ne bi škodil, ampak pustimo to. Jaz bom svoje predavanje razdelil na nek čist kratek uvod, ki ga bom prebral. Potem pa bom govoril prosto, zato da boste nekako razumeli, kako sem vso stvar sistematiziral. Začel pa bom z anekdoto, ki mi jo je pred kratkim povedal kolega. Ustavil ga je nek klošar in ga prosil za denar. Ravno tedaj je zazvonil telefon, ne prijatelju, ampak klošarju. In klošar mu je rekel, počakaj tukaj, da končam pogovor, pa mi boš potem dal denar. Poanta ni v tej klošarjevi duhovitosti ali nesramnosti, kako pač kdo vzame, pač pa v telefonu. Torej,
klošari imajo telefone, imajo jih tudi begunci, kar pogosto slišimo kot očitek na desni strani našega parlamenta. In imajo jih afganistanski pastirji. Ključno vprašanje je, se je zaradi tega njihov družben položaj spremenil. Kadar govorimo o tranzicijah, zgodovinarji naletimo na več problemov. Izpostavil bom dva, ker za več kot dva v predavanju tudi ni časa. Prvi je povezan s korelacijo med tranzicijo in modernizacijo in je zelo kompleksen. Ali je to, da klošari, begunci, pastirji, skratka vsi uporabljamo telefone in druge sodobne naprave, modernizacija, ali zgolj tehnična tranzicija z znamenitih iskrenih telefonov na vrvico v nek bolj fleksibilen sistem. Neka študentka me je nedavno vprašala, kako smo se menili za randije, ko ni bilo teh telefonov. Ne. Se pravi, je nek zelo velik preskok že v dojemanju te modernizacije. Torej, v tehničnem smislu gotovo to je modernizacija. Saj današnji telefoni niso samo telefoni, pač pa vse kaj drugega. Kmalu bo v njih vse naše življenje, če že ni, seveda. Precej več dvomov pa je, če želimo to povezati s splošno družbeno modernizacijo. Zgodovinopisje se običajno ukvarja, in tudi moje predavanje bo v glavnem namenjeno temu, s tako imenovanimi površinskimi tranzicijami, nastankom in izginjanjem držav, revolucijami, vojnami, spremembami političnih sistemov, ki prinesejo takojšnje, vsaj navidezne tranzicije. Ali res, bomo videli. Precej dalj časa traja, da sežejo v globino in v širino. Znana je teza, da se je večina pridobitev francoske revolucije v francoski družbi uveljavila šele v približno 200 letih. Po Evropi pa je marsikje trajalo še dlje. Odpori so bili siloviti in jih lahko doživljamo še danes. Šele na najglobji ravni, to je ta znameniti Brodelov longue durée, ki ga zgodovinarji kar naprej prežvekujemo tako in drugače, pa sežejo do najglobjih kotičkov družbe oziroma družb. Na nek način so torej tranzicije, bi lahko rekli, permanentno stanje vzponov in padcev, napredka, umika in spet napredka. Definicije tranzicij in z njimi povezanih modernizacij so lahko seveda tudi povsem drugačne. Že sam Brodel jih deli oziroma periodizira po družbenih in časovnih segmentih, na gospodarska, geografska, politična, pa na dolga, počasna, skoraj nepomična obdobja, kakršen je srednji vek, čeprav seveda tudi tukaj so že raziskave drugačne, ali tako imenovana energična obdobja, kakršno je 20. stoletje. Stališče izumov in njihovega vpliva na spremembe v načinu življenja pa že danes gotovo prednjači 21. stoletje, čeprav smo šele dobro v njega zakoračili. No, Brodela si vsak razlaga po svoje in tudi sam je ves čas tožil, da je nerazumljen. Zato ne sebe, ne vas ne bom več utrujal s tem. Tranzicijo bom vezal na naslednja ključna obdobja. Zadnje obdobje Avstro-Ogrske, to je čas preloma iz 19. v 20. stoletje do konca Prve svetovne vojne, čas nastanka kraljestva, kraljevine SHS in potem kraljevine Jugoslavije, čas socialistične Jugoslavije, čas samostojne Slovenije in zadnje obdobje članstva v novi nadnacionalni tvorbi, to je Evropski uniji. V tem nekaj več kot stoletnem obdobju so se Slovenci oziroma prebivalci Slovenije soočili z državnimi tradicijami iz Avstro-Ogrske v Kraljevo Jugoslavijo, v 4 okupacijske države med drugo svetovno vojno, v socialistično Jugoslavijo, iz socialistične Jugoslavije v samostojno Slovenijo in iz samostojne Slovenije v Evropsko unijo. Drugače rečeno, v tem obdobju se nobena generacija ni rodila, živela in umrla v isti državi, imela zgolj en osebni dokument in uporabljala zgolj eno valuto. Upati je seveda, da bo to uspelo vsaj generaciji tistih rojenih po letu 1990. Na teoretični ravni moram pripomniti še, da vsako zgodovinsko obdobje, čeprav je pripoznano kot razvojno naprednejše,
bodisi stališča družbene ureditve, bodisi stališča položaja posameznih narodov ali prevladujočih slojev, ne pomeni nujno avtomatičnega izboljšanja za vse ali za vsako področje. Pogosto niti ne za družbe kot celote ne. Naj ponazorim s primerom. Antično obdobje je bilo, na primer, kljub sužnjelastništvu na mnogo višji razvojni stopnji kot kasnejši barbarski in nepismeni srednji vek, čeprav je ta suženjstvo zamenjal za višjo družbeno obliko, to je tlačanstvo. Na osebni ravni pa je ta percepcija tranzicije še toliko manj enoznačna. Tudi zadnja tranzicija Slovencev v samostojno državo, kot veste, ni bila enako dobra za vse. Njene posledice smo občutili različno in jih različno občutimo še danes. Pričemer niti ni tako redko, da se naš dejanski položaj v resnici izboljša, a mi tega zaradi subjektivnega občutjenja ne vidimo tako. Da o objektivni razliki med statistiko in realnim stanjem posameznika seveda niti ne govorim. Za obdobja, o katerih bom govoril, sicer načeloma lahko rečem, da je vsaka od tranzicij, z izjemo vojne seveda, generalno vzeto v družbenem in nacionalnem smislu pomenila modernizacijo in napredek. Seveda pa ne, kot že rečeno, za vse enako in tudi ne na vseh področjih enako. Verjetno se bo komu zdelo, da je to za kakšno obdobje, na primer obdobje socializma, zgrešeno, da ne drži. In taka ideološka podoba se tudi pogosto ustvarja. A verjamem, da bom znal dovolj razumljivo pojasniti, kaj s tem mislim. Če tranzicijo povežemo z modernizacijo, to v prvem obdobju opredeljujejo močna regionalna razdeljenost, nacionalno mešana območja, obremenjena z nacionalnimi boji, specifičnost robnih prostorov, vprašanje odnosa med centrom in periferijo, kjer spet lahko govorimo o neki globoki tranziciji, ki sega do danes, ter kulturni boj. Tudi za tega to seveda velja in še za kakšno stvar, ki jo bom skušal vmes povedati. Nekatere od navedenih značilnosti sicer niso bile dokončno odpravljene in se torej pojavljajo kljub prepričanju, da smo jih presegli. V času med obema vojnama je tranzicija povezana z ustvarjanjem narodnega gospodarstva, s krepitvijo kulture in dvigovanja ravni izobrazbe, vključno z univerzo ter sicer neuspešnim prizadevanjem za politično avtonomijo. Po drugi svetovni vojni je radikalna tranzicija prinesla enoten koncept socialistične modernizacije na vseh področjih, tako imenovana forsirana industrializacija, ženska emancipacija, ločitev cerkve od države in še nekateri procesi so pravzaprav temelj moderne družbe, čeprav se tega pogosto niti ne zavedamo. Največji kulturni prelom 20. stoletja do tega zadnjega obdobja, ki ga doživljamo, so Slovenci doživeli v 60. letih z odprtjem meja, novo stanovanjsko in oblačilno kulturo, vzponom televizije, motorizacijo in z modernim potrošništvom. Samostojna država je prinesla protislovne procese. Poleg političnega pluralizma, stabilnejšega parlamentarnega sistema, tudi tu moram povedati, da se pravzaprav srečujemo zgolj s fragmentarnim sistemom, demokracije pa še v tej zgodovini, o kateri bom govoril, torej demokracije je pa seveda še posebej tukaj šibka ali kako bi rekel nedorečena, tudi z ideologizirano negacijo dosežkov socializma, kot sem že omenil, zlasti pa z vračanjem elementov konzervativizma. Kot zadnja tranzicija slovensko družbo zaznamuje vpliv tehnološke, zlasti informacijske revolucije in globalizacije. Glavni izziv za vrednotenje te tranzicije je v skokovitem širjenju uporabe komunikacijsko-informacijskih tehnologij in v izginotju industrijske družbe. Vsaj za Slovenijo to v veliki meri velja. Vse države se tega niso lotile na tak način. Na državni ravni gre za ponovno podreditev nadnacionalni tvorbi in soočenje s pastmi globalizacije, za spremembo od prejšnjega položaja, pa tudi za premik na evropsko obrobje.
Ta tranzicija je torej naš položaj prvega na vasi spremenila v položaj zadnjega ali zadnjih v mestu. V tem uvodnem delu bi opozoril še na vprašanje naših pričakovanj od posamičnih tranzicij in vrednotenje tistega, kar so prinesle. Ali pač niso prinesle, pa nas drugi prepričujejo, da so, ali se prepričujemo sami. Ta del je v veliki meri povezan tudi z mitologizacijo. Tudi o mitologizaciji bom kar nekaj govoril. Propagando in idealiziranimi oziroma nerealnimi pričakovanji. Lahko bi rekli, da gre za tako imenovani Windows shopping, ki smo ga ob zadnji tranziciji intenzivno doživljali. Naj vas zgolj spomnim na politično obljubo o balkanski Švici ali na program zapisan v izjavi Skupščine Republike Slovenije o dobrih namenih, sprejeti 21. novembra 1990. Citiram: Suverena, demokratična, pravna in socialna država Slovenija bo temeljila na človekovih svoboščinah, delu in podjetništvu, na socialni pravičnosti in varnosti za vse, na ekološki odgovornosti ter najboljših demokratičnih slovenskih in evropskih tradicijah. No, ampak vrnimo se na začetek te naše nekaj več kot 100-letne poti. Začel bom z nacionalno tranzicijo. Ta tranzicija je pravzaprav najdaljša in o njej imamo zelo različna mnenja. Ta mnenja so pravzaprav razdeljena na dve kategoriji, ne tri. O tretji bom govoril nekoliko kasneje, pri 80 letih. Torej prvi dve. Prva je vezana na to, ali smo Slovenci, ali smo Kranjci, Korošči, Štajerci, Goričani, Strani in tako naprej. Oziroma, kdaj smo prešli iz enega stanja v drugega. In druga je vezana torej na to, od kod izhajamo in kako smo se oblikovali v nek skupni narod. Z vsakim oblikovanjem naroda, narodi so sicer bolj ali manj produkt 19. stoletja, kot veste, le malo je držav v Evropi, ki izenačuje eno z drugim ali povezuje eno z drugim, se pravi, za katere je nacija in narod pravzaprav isto. Torej, z vsakim oblikovanjem naroda so povezani tudi miti. Vprašanje je, ali so in koliko so ti miti koristni in kdaj in koliko so škodljivi. To, kar vidite tukaj, je zemljevid Cankarjeve založbe iz knjige Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba tam nekje iz začetka 70. let. In kot vidite, je takrat prepričanje kaže, da smo Slovenci segli do Dunajskega gozda in še čez. In da je pač naša zgodovina naslednjih stoletij zgodovina krčenja slovenskega nacionalnega ozemlja. No, v zgodovinopisju prav tako obstajajo razlike v teh pogledih. Kdaj naj bi se narod začel. Nekateri to vlečejo v srednji vek, znova ali povezano z narodom ali povezano z državnostjo, tja do recimo Karantanije. Nekateri začenjajo s Trubarjem, nekateri začenjajo zgodnejšim 19. stoletjem, Prešernovim krožkom. Prešerna imate tukaj na sliki sicer s freske v slovenskem parlamentu, ki jih je narisal Pengov in ki na zelo zanimiv način prikazuje to, o čemer pravzaprav jaz govorim, razen zadnjega obdobja, ki ga tam ni naslikal, ali povojnega obdobja. Tako da tukaj so pogledi seveda zelo različni.
To oblikovanje, kot vemo, še iz srednje šole, morda tudi osnovne, nekako poteka skozi celo 19. stoletje in konec 19. stoletja lahko že govorimo o nekem slovenskem oblikovanem narodu, ne samo v kulturnem smislu, pač pa tudi v političnem smislu. Konec 19. stoletja, v letih 92, 94, 96 nastanejo prve slovenske stranke in s tem se začne še en proces, na tretji bi si upal reči, Brodelovi ravni, to je kulturni boj. V resnici kulturni boj ni vezan samo na konec 19. stoletja, ampak je starejši, o njem lahko govorimo vsaj še v dveh točkah, od pokristjanjevanja preko verskih bojev, se pravi časov Trubarja, protestantizma in seveda potem ponovne prevlade katoliške cerkve, rekatolizacije ali kot je katolikom ljubše, katoliške obnove. To je eden od teh globih procesov, ki globoko zaznamuje slovensko družbo še danes in ki sega precej čez to moje stoletje, o katerem bom govoril in ki bo, upal bi si staviti, trajalo še dolgo. Se pravi, to je nek proces, ki ga vse te modernizacije in vse te površinske spremembe, nastanki in izginjanje držav, v katerih smo živeli, niso preprečile. O neki pavzi bi lahko govorili v času socializma, ampak to seveda iz znanih razlogov. Vmes sem postavil Ilirske province. Na kratko. Zakaj? Ker to je v bistvu prvi stik z resnično modernizacijo, prvi stik Slovencev z resnično modernizacijo, ki pa žal ni prerasla v tranzicijo. Trajalo je premalo časa. To bi nas sicer lahko postavilo tudi v nek drug kontekst. Lahko bi zastavilo vprašanje, s katerim sem začel, ali bi obstali kot narod. Sprva je kazalo tako. Sprva je kazalo, da bodo Francozi tisti, ki nam bodo dali prvo univerzo. In so s tem tudi začeli, pa ni prišla daleko do 3. letnika. Torej, mi ne bi danes poslušali tega predavanja, če bi se to zgodilo, ampak v nekem drugem obdobju. Ampak francoski pogled na odnos med narodom in nacijo je znan, sem ga omenil. In v naslednji fazi bi verjetno ustvarili nek ilirski narod, ilirizem je bil tudi sicer že močno navzoč v tedanji slovenski intelektualni srenji in ta delitev ali Slovenci ali Hrvati, če poenostavljeno rečem, ker za to je pravzaprav šlo, je bila tudi brez Francozov zelo močna. Ampak to, kar sem hotel povedati, torej modernizacija, ki ni prerasla v tranzicijo, bi torej iz nas morda potencialno, ne glede na nacionalnost, že v tistem času lahko storila, naredila državljane, ki niso bili v nekem napol fevdalnem sistemu, ki bi bili svobodni, ki bi sledili tako imenovanemu Napoleonovemu zakoniku. Nekaj od tega je bilo uveljavljenega, nekaj ne. Moji kolegi zgodovinarji vedo, večina vas najbrž ne, da je bila med drugim recimo uvedena civilna poroka. Civilno se takrat, kolikor vemo, sicer ni poročil nihče v tistih letih, kar govori o slovenski mentaliteti. In civilna poroka je bila na to uvedena šele leta 1945 oziroma že med partizani. V kraljevini Jugoslavije, podobno kot v Avstro-Ogrski, so bile poroke torej cerkvene.
Kraljevina Jugoslavija je bila recimo temu pluralna, ne, in so jurisdikcijo nad tem imele različne vere. Ne. Možna je bila registracija na občini, torej nekaj takega, kot so pri nas zahtevali in si še vedno želijo glede istospolnih parov, brez vseh drugih pravic, zgolj registracija. Ne. Še seveda vrsta drugih modernizacij je bila, ki so potem z vrnitvijo Avstrijcev izginile. No, če se vrnem k tej najdaljši narodni tradiciji, ne, vemo, da šele v 40 letih 19. stoletja se prvič omenja ime Slovenija pri Koselskem, sicer v enem zelo slavilnem članku, za katerega se morate zelo potruditi, ne, da ga preberete in razumete. Ne. Takrat pravzaprav šele nekje zelo daleč na obzorju zaznamo to omembo. Ne. In potem, da seveda ne obnavljam srednješolske zgodovine, leto 1948, kjer se prvič pojavijo po ilirizmu ideje in dileme, kljub Sloveniji in postavljanju Slovencev v prvi plan, ne, pojavijo ideje o povezovanju z južnimi Slovani. Naj to ponazorim na primeru univerze. Ne. V tistem znamenitem pismu ali manifestu Matija Majerja Zilskega se govori o Slovenski univerzi v Zagrebu. Ne. In to ni ne prvič in ne zadnjič, da se govori o tem. Ne. Torej, narodna tranzicija je bila v tistem času povezana z vprašanjem, ali Slovenci ali Nemci. Ne. Torej, vprašanje je bilo legitimno. Ne. Mi ga seveda gledamo z nacionalnega stališča, ne pa z osebnega stališča. Tako kot je pri vas ali večini od vas vprašanje, ali Slovenci ali Angleži. Govorim seveda v smislu poslovne kariere, v smislu torej nekega napredka, v smislu konec koncev razvijanja znanstvenega jezika, če govorimo o svojem področju. Ne. Torej, popolnoma enaka dilema, samo da pač danes imamo državo, imamo neke obrambne mehanizme, jih lahko uporabljamo ali ne, lahko jih uporabljamo pametno ali neumno, ne, o tem se da diskutirati. Ne bom tukaj zahajal v podrobnosti, lahko kasneje v debati, ampak ta dilema je bila in tisti, ki so pravzaprav zlasti na področju tehnike želeli napredovati in so napredovali, so se opredeljevali za Nemce. Ne. Janeza Puha, ne. Mi proglašamo za Slovenca, bil je Johannes Puh z CH. Ne. En moj kolega je nekoč razlagal, da je glavni dokaz za to, da je Slovenec to, da ima rad konje in da je klobase. Zdaj, ali je to znanstveno potrjeno, ne, to seveda lahko razpravljamo. Tukaj bi načel še dve vprašanji, zelo na kratko, da mi čas ne bo ušel. Eno je vprašanje parlamentarizma, ki sem ga že omenil. Ne. Torej, zgodovina parlamentarizma v Sloveniji je, kot sem rekel, fragmentarna. Ne. Mi nimamo neke neprekinjene tradicije, tako kot jo imajo drugi narodi. Lahko je v tem sreča, lahko je nesreča. Sedaj, ko gledam Brexit in tistega gospoda, ki se dere in sklicuje na nek zakon iz 16. stoletja, je morda celo sreča. Ne? Ampak pustimo to. Torej, mi smo šele na začetku 20. stoletja dobili splošno volilno pravico, za moške seveda, ne? In potem v Kraljevini Jugoslaviji nekje do leta 1928 po tedanjih standardih lahko govorimo o parlamentarizmu. Temu sledi diktatura, sledijo potem dirigirane javne volitve. Ne. Ljudje, ki so premagali Nemčijo, se ne bojijo javno povedati, za koga bodo glasovali. Ne. To je bil recimo argument. Ne. In seveda potem neko specifično samoupravno korporativno demokracijo po drugi svetovni vojni. Torej, tradicija parlamentarizma v slovenski družbi je
v današnjem času najdaljša v vsej zgodovini. In to je nekaj, pravzaprav, kar si tudi velja zapomniti. Ne. Zato lahko tudi govorimo o nekem vprašanju mladostnosti ali začetku tranzicije, da tako rečem, ne, začetku modernizacije. No in drugo vprašanje, ki je prav tako trdovratno pri Slovencih, ne, je vprašanje očetovstva, političnega očetovstva, da ne bo nesporazuma. Ne. Slovenci so vedno želeli in hoteli imeti voditelja. Ne. Franc Jožef, imeli smo 3 take, ne. Franc Jožef je tak, ne, kot veste, idealiziran, ne, krasna, odmaknjena kraljeva podoba. Potem so to isto, bomo videli pri Jugoslaviji, samo na slikah, skušali narediti z kraljem Aleksandrom, ne, in potem seveda s Titom, ki je bil na ravni Korošca. Ampak tudi danes nismo imuni. Ne. Se pravi, tudi tukaj je neka tradicija, želje po voditelju, da ne rečem čredni nagon, ne, to bi bilo prehodov zelo razvita. Ne. Če 25% Slovencih volivcev ne verjame v enega človeka, tudi če bi, ne vem, nekoga ustrelil na ulici, ne, je ta čut morda zelo razvit, bolj kot si predstavljamo. Ne. V Avstro-Ogrski, ne, seveda je bilo podobno vprašanje, kot je danes v Evropski uniji. Ali neka federativna enota, ali tam je bilo še hujše, ne, centralizirana, ali pač neka ohlapna zveza republik. Ne. Tukaj pravzaprav se nam ta tradicija odnosa med nacionalnim in nadnacionalnim ves čas pojavlja. Ne. In smo pri državi. O državi bom morda rekel nekaj kasneje, ko pridemo v 80. leta, ne, ker že z začetkom naroda, ne, smo videli mitologizirano podobo, da naj bi Slovenci od vekomaj želeli to svojo državo. Ne. Ali je res, bomo videli. No, če grem naprej, povezano pa je s tem, kar sem povedal, v Avstro-Ogrski je bilo glavno vprašanje Slovencev jezikovno vprašanje, torej še vedno vprašanje jezika, kulture, enakopravnosti, uporaba jezika v javnosti, v šolah, v uradih. Ne. Danes si težko predstavljamo, ampak celotno šolstvo je bilo v nemščini. Bila je gimnazija v Idriji, torej realka v Idriji, ki je bila v slovenskem jeziku, bila je na začetku 20. stoletja škofijska gimnazija, ki je bila privatna gimnazija v Šentvidu. Vse drugo je bilo nemško. Ne. Nekje na prelomu stoletja je v Gorici nastala paralelka slovenskega in italijanskega jezika. V Celju, ko je nastala slovenska, skušala nastati slovenska paralelka, je prišlo celo do padca Dunajske vlade. Ne. Torej, kakšno razmišljanje o državi, če človek ne doseže niti svojega jezika? Kakšno razmišljanje o državi, če v večini historiških dežel slovensko prebivalstvo torej prevladuje samo na Kranjskem? Ne. Iz tega izhaja tudi, po mojem mnenju, utopičnost trializma, ampak nimamo časa, torej, da bi o tem govorili, kot rečeno, lahko kasneje v razpravi. Ne. Tretja tranzicija torej zadeva še vedno državo, ne, zadeva ali Avstrija ali Jugoslavija. Lahko rečem zgolj to, da smo na to zelo malo vplivali. Tako kot smo zelo malo vplivali, čeprav nam veliko pripisujejo pri razpadu Jugoslavije. Ne. Torej, znašli smo se v neki situaciji, tako kot so zmogli tedanji naši politiki. In čustva so nihala med lojalnostjo Avstriji in cesarju, ne, in med naraščajočim, torej jugoslovanskim sentimentom, ki se je pokazal zlasti v obeh balkanskih vojnah. Ne. Seveda je tukaj svojo vlogo odigrala tudi propaganda. Treba je reči nekaj, ne, pri Slovencih revolucionarnosti ni bilo.
Ne. Avstrijska država je bila organizirana vzorno, vi poznate to iz literature, iz Kafka in še iz koga. Imela je okrog 4000 cenzorjev, ki so prebrali vsa pisma med vojno, ne, in vse ocene govorijo o tem, da med Slovenci ni nobenega duha po uporu. Kljub temu pa so ravnali Slovenci, še posebej na Štajerskem, ne, v tem obstajajo posebne študije našega pokojnega kolega Pleterskega, pa tudi nekaterih avstrijskih kolegov, ne. Kljub temu pa ravnajo Slovenci izredno kruto. Ne. Se pravi, te odločitve za Jugoslavijo so torej v neki zelo mešani situaciji in pogledi nanje so zelo različni. Ne. In ta prehod iz avstro-ogrskega jugoslovanstva, torej iz trializma, iz nekega prepričanja, da lahko južnoslovanski narodi znotraj Avstrije dobijo neko svojo posebno tretjo enoto, ne, temu so recimo konkurirale druge ideje, ki so bile v začetku utopične, vezane na posameznike, kot so bili preporodavci ali Ivan Cankar, ta njegov znameniti govor v Ljubljani, ki je tudi v celoti zapisan, zapisal ga je nek Špicel in ga lahko vidite na spletni strani torej Arhiva Slovenije. Ne. Čeprav bolj kot potem je bil znan po izjavi, naj Avstrija crkne v lastnem dreku. Ne. Ampak dobro, to zdaj pustimo. Ne. Torej, slovenski voditelji so postali prepričani Jugoslovani v tistem času, dva sta taka, Anton Korošec in drugi je Anton Bonaventura Jeglič. Zakaj omenjam Jegliča? Katoliška cerkev vedno sledi veri, to veste. Ne? V tem primeru je bila, če je v dilemi narod ali vera, bo sledila veri. Ne? To se da zgodovinsko dokazati. No, v tem primeru ni. Seveda tudi ni imela dosti izbire, ampak Anton Bonaventura Jeglič se je odločil za Jugoslavijo. Ne. On je vedel, da gre v državo z različnimi verami, kjer bo prevladovala pravoslavno in tako naprej, ampak je rekel, drugega nam ostane. Ne. To je edina prekinitev globoke katoliške tradicije v slovenski zgodovini, po mojem prepričanju. Ne. Predtem je ravnala drugače, potem je ravnala drugače in tudi danes ravna drugače. Ne. V slovenski prostor v tistem času vstopijo ženske. Emancipacija je druga zelo dolga tranzicija. Ne bom rekel, da je vezana na majniško gibanje, imamo to že prej, razna društva in časopise, ampak vojna jih je tako kot povsod po svetu prinesla v ospredje. In to vprašanje prvič po nekaj stoletjih postane družbeno vprašanje. Različno seveda v različnih družbah, ampak tudi pri Slovencih. No. Še en element lahko zasledimo pri slovenskih transformacijah in tranzicijah. Prejšnja država, prejšnji sistem v trenutku postane črn, zločinski, ječa narodov. In to je veljalo tudi za Avstro-Ogrsko. Čeprav smo se v njej naučili pismenosti, se naučili parlamentarizma, čeprav nam je zaradi svojega počasnega razvoja, ne zato, ker bi želela, ne, nekako omogočila, da smo se ohranili kot narod. Ne. Če nas primerjate z Bretonci, recimo, v tistem času, pa tudi še kasneje. Ne. Bretonce je francoska industrializacija povozila, so danes ena folklorna skupina s krasnim muzejem, ne, in sem in tja se učijo jezik v šoli, čeprav se ga ne marajo, ker se raje angleščino. Ne. In Slovenci bi bili tam nekje. Ne. No, to okolje, ne, neke zaostale, relativno zaostale Avstro-Ogrske nam je nekako bilo tudi v plus. Torej, čeprav so bili tam neki plusi, je v Jugoslaviji postala ječa narodov in generacija politikov, ki se je vzpostavila v Jugoslaviji, se je vzpostavila na tem, da nas je pripeljala, da je tedanjo generacijo pripeljala v Jugoslavijo. Tako kot se je osamosvojitvena generacija seveda vzpostavila na tem, da smo jim sledili oni na belih konjih naprej, ne, mi za njimi v svobodno in srečno Slovenijo. Ne, tako da Slovenci so celo zbrali pogum in recimo Avstriji napisali usmrtnico v tistem času. Ne, in s tem končali avstrijsko tranzicijo in Avstrija je tudi
oziroma nemški kulturni prostor, iz katerega smo išli in v katerem smo večinoma izrasli, govorim za tiste generacije, ne, je postal odmaknjen. Nemščino je v šolah zamenjala francoščina, to lahko vidite tudi pri naših profesorjih tiste generacije, ne, obrnili so se v Francijo, sprejeli francoske ideje in filozofske, tudi zgodovinarske, če smo že pri tem. Ne. Torej, Avstrija je bila pozabljena. Ne. Vmes je bila seveda ena kratka faza, ki je danes, vsaj pri nekaterih zgodovinarjih, idealizirana, ne, zgodovina države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ne, ki je bila razglašena precej ad hoc, ne, ali bi, njen namen ni bil, da bi obstala, ali bi, če bi in kako bi obstala, ne, to je if history, je vprašanje, ali bi lahko živela bolje in preživela bolje, kot je celotna Jugoslavija, ne, ampak to ni pravzaprav, je prekratko vprašanje, da bi ga lahko povezali z nekimi tranzicijami. Ne. Torej, peta tranzicija je v narodnem smislu tranzicija Slovenci ali Jugoslovani. Ne. Ta tranzicija, to vprašanje, ne, se je vleklo do začetka 30. let. Ne, in v politiki in v kulturi. Ne, vemo, da je del kulturnih delavcev bil za samostojni jezik, da je jugoslovanstvo pojmoval tako kot Cankar v federativnem smislu, da je bil del jugoslovansko usmerjen. To je zelo povedno tudi in jasno tudi iz zgodovine univerze. Ne, o tem sem napisal, nimam sedaj časa govoriti, ne, ampak torej ta dilema je bila. Ne. Se pravi, ali bomo ostali Slovenci, ali se bomo utopili v nekem enotnem jugoslovanskem narodu z enim jezikom in dvema pisavama. Ne. O tem imate različne teorije, ali je bilo prepozno, ali je bilo prezgodaj, zakaj je bilo to. Jasno je, da tako izoblikovan narod, kot je bil kulturno in tudi politično že slovenski, da bi ga bilo težko spremeniti. Ne. Še zlasti pa, ker je ta država torej omogočila tudi šolstvo v slovenskem jeziku. No, in sedaj sem pri tem, kaj se vzpostavi v tistem času, na čemer temeljijo kasnejša obdobja. Ne, kaj je temelj teh tranzicij in modernizacij, ki so nastale v Jugoslaviji. Ne. Politični sistem gotovo, ne, s tem smo imeli ves čas težave in s tem se ne bomo ukvarjali. Ženska emancipacija prav tako ne, oziroma v zelo omejenem obsegu. Ne. Prva doktorantka te univerze je sicer Ana Majer, kot veste, ženska, ne, ampak to je plod naključij, ne pa neke načrtne emancipacijske politike. O 3 ženskah lahko na univerzi govorimo v času med obema vojnama, ki so imele neko vlogo na ravni lektoric, pomožnih asistentk. Ne. Torej, to kaže te statuse. In tisti, ki so ustanovili univerzo, ker smo že pri tem, so si ob 10-letnici dajali plakete, se hvalili. Ne. Na eni od takih je bilo napisano, da je dobil plaketo za moški pogum pri ustanovitvi univerze. Ne. Torej, to ni. Ampak kaj pa je? Vsaka družba seveda se na novo skuša identificirati, dobiti nove simbole, neko novo kulturno vrednost. Ne. To velja za himno, tukaj je bila združena, to velja za grb, kamor so dali Celjska zvezda, recimo, od tega trojedinega naroda. Ne. Himna je bila sestavljena iz 3 himen in tudi za druge simbole. Ne. Se pravi, skušal se vzpostaviti narod, skušal se vzpostaviti nova dinastija, ne, podobno kot je bila pač Avstro-Ogrska, Habsburška dinastija s kraljem Aleksandrom, ampak obdobje je bilo prekratko, da bi on lahko dosegal prejšnjega in kasnejšega očeta slovenskega naroda. Tam so bili samo odstotki prebivalstva, kjer je razmerje sicer boljše kot v Avstro-Ogrski in tudi vpliv boljši, ne, ampak ni pa tak, da bi bil odločujoč. Je vpliv
jezička na tehtnici, če poenostavljeno rečem. Torej, kaj je temelji kulture, zagotovo nastanejo v tistem času. Nastane univerza, nastane cela vrsta kulturnih inštitucij. Celotno šolstvo je poslovenjeno, ne bom govoril o metodah, metode so vedno krivične, metode se da razlagati tako ali drugače, ne govorimo o nekih zgodovinskih procesih, ne. Nastane univerza, ki je prej nismo mogli in tako naprej. Ne. To je bilo potem po drugi svetovni vojni nadgrajeno na državni ravni, o tem je predvsem pisal kolega Gabrič, to bo kasneje tudi samo omenil. Ne. Druga stvar je gospodarstvo. Ne. Tukaj se seveda lahko srečamo z dilemo, ki jo pogosto poslušamo tudi danes, in sicer z dilemo, ali obstaja nacionalno gospodarstvo in kaj je to nacionalno gospodarstvo. Jaz sem privrženec teme in vedno jo zagovarjam, je starokopitna, konzervativna, izhaja iz starih teorij, da narod brez nacionalnega gospodarstva ne more obstati, še zlasti pa tako majhen narod, kot je slovenski. Če imate samo pregled nad bankami, o tem je pisal recimo Kavčič, ne, kot eden od vodilnih bančnikov, ne, imate pregled nad celotnim gospodarstvom. Tu aludiram na sedanjo situacijo. Hočem povedati, da takrat je začelo nastajati nacionalno gospodarstvo, nacionalne inštitucije, od borze do raznih zbornic in tako naprej, ki so prvič povezale na nek način slovensko gospodarstvo, ki je bilo prej fragmentarno po historičnih deželah, pretežno nemško, še sedaj je obstajalo pretežno nemško. Seveda so ga gledali različno, to lahko vidite skozi karikaturo, odvisno od tega, kdo je bil na oblasti. Ne. Beseda izkoriščanje, ne, je tudi ena od besed, ki se pojavljajo v zelo dolgi tranziciji. Ne. No, te številke kažejo na to, katere industrijske panoge, to izhaja iz raziskav, ki jih je delal kolega Lazarevič, oziroma ki so jih delali kolegi na Inštitutu za novejšo zgodovino. Tudi promet na nek način, neka relativna prometna modernizacija in še nekatere. Seveda zelo neenakomerna. Lahko govorimo o stanovanjski kulturi, ki se modernizira v vseh slojih, ne, do barak, ki jih vidite tamle, ampak vendarle, ne, vidimo modernizacijo mest, modernizacijo nekaterih vasi, ne, in vidimo nastanek nekega meščanskega sloja, kar je pravzaprav nekaj, kar nima tradicije, ne, in tukaj so ta tranzicijska obdobja, ko dobimo neko elito, tako ali drugačno, ne, zelo različna, podobno kot parlamentarizem fragmentarna, in bi lahko govorili o vsakem posebej. Ne? Ker vsak tak prelom prenese prelom z prejšnjo elito. Prejšnja elita izgine v enem delu, ampak v manjšem delu se prilagodi. Običajno, ne, večinoma jo pa zamenjajo neki novi, ki se znajo prilagoditi novi državi in novi ideologiji. No, žensko emancipacijo sem omenjal, med obema vojnama dobi nekaj zagona. Imamo pravzaprav tukaj dve vrsti ženske emancipacije, meščansko, če ji tako rečemo, ki se drži zlasti raznih društev, zborovanj in podobno, in delavsko, ki gleda na te stvari drugače, ne, ki gleda na popolno enakopravnost moških in žensk v smislu, da so si tudi fizično enaki. Ne. Se pravi, ni razlik, ženska lahko vozi tramvaj, tovornjak, ne, koplje jarke in tako naprej. Ne. Tega pri meščanski emancipaciji ne boste našli. So še neke druge razlike, ampak vendarle to lahko opazimo. Opazimo v tem, da imamo študentke na univerzi, da njihovo število narašča, ne, da v nekaterih panogah, kot je tekstilna, tobačna in tako naprej, začnejo prevladovati in še kje. Ne. No, to je zelo dobro začutil katoliški tabor, ne, ki je
pravzaprav tole pokazal skozi eno karikaturo, ne, kako napreduje slovenska ženska prodajalka na tržnici, ne, najprej z tistim znanim vozičkom, ne, potem že s klobučkom in cigareto, nazadnje pa kar z motorjem. Poanta zgodbe je bila, če mi ne bomo prevzeli kontrole nad ženskami, jo bodo prevzeli drugi. Ne, se pravi, mi moramo ženske organizirati, jim vcepiti katoliško moralo, ne, oziroma obdržati katoliško moralo in v tem kulturnem boju, ki je vedno ostrejši, ki pa se prenese z liberalizma v 30 letih na komunizem, ne, želijo seveda ohraniti svoj celoten vpliv na družbo in to je v drugi polovici 30 let tudi uspeva, predvsem zaradi volilnega sistema. Ne. Njim ni toliko do politične avtonomije, kot jim je do tega, da ohranijo oblast v Sloveniji in jo v teh slabih 7 letih tudi ohranijo. No, sedaj smo pri predzadnjem obdobju, ne, torej z vmesno vojno. O vojni ne bom govoril, vojna je najstrašnejši čas, kjer o kakšnih modernizacijah sploh ne, v tranzicijah govorimo lahko zgolj prisilno. Ne. In tukaj je bil čudež, da je narod preživel glede na 4 okupatorje in 560 kilometrov okupacijskih meja, desetine poslanih v taborišče in tako naprej. Žal, seveda tukaj nimamo časa. Tisto, kar je važno, ne, tukaj je, da znova dobimo nove politične sile in novo politično elito, ne, ki zraste iz narodno-osvobodilnega boja, ki je povezana z eno povsem jasno ideologijo, to je ideologija sovjetskega tipa socializma in ga v 3 letih, to je gotovo najbolj radikalno obdobje v sodobni slovenski zgodovini, samo v 3 letih praktično popolnoma uresniči. Ne. Če si predstavljate, da je Sovjetska zveza rabila za tak tip socializma, kot ga je na koncu uvedel Stalin, približno 15 let, ne, Slovenci oziroma Jugoslovani pa v 3 letih, ne, potem vidite, kako je bilo to učinkovito. Ne. Spet ne govorim o metodah, uporabljene so bile seveda zelo grobe metode, kar je povezano tudi z vojno, ampak to je obdobje velikih civilizacijskih premikov. Tukaj tranzicije trajajo dalj časa, ponekod so hitro uvedene, ponekod trajajo dalj časa. Ne. Emancipacija, o kateri sem govoril, je nek proces, ki sega do današnjih časov, če sem natančen, bi rekel do konca socializma, ker danes lahko opazujemo regresijo, ne, ampak začne se takrat. Podobno je z ločitvijo cerkvi od države, ki je zelo brutalna, ne, na različnih področjih, marsikje tudi krivična, vendar preseka tako, da je to težko potem vrniti nazaj. Se poskuša, kot veste, na različne načine, marsikje cerkvi uspeva, večinoma pa ne. Tukaj bi rekel to, nimamo seveda časa, da bi zahajal v podrobnosti, ampak veliko stvari se sploh ne zavedamo. Veliko drobnih stvari, ki so sestavni del našega življenja, je bilo spremenjeno s tedanjimi radikalnimi reformami in ker sicer ne bi bilo ali bi šlo bistveno počasneje. Jaz mislim, da smo pravzaprav v tem odnosu približno tam, kjer so Angleži sedaj s svojim Brexitom, ko so se, mi se še nismo, ampak oni so se začeli zavedati, kaj je pravzaprav, kaj vse izgubljajo s tem Brexitom, kaj so imeli in kaj izgubljajo. Povedal bom samo en droben primer, ne, ki zadeva emancipacijo žensk, emancipacijo otrok, ker otroci, recimo, tudi konec koncev, kdo sme biti pokopan, ne, ker vemo, samomorilci niso smeli biti znotraj pokopaliških zidov in še kakšna druga zadeva je bila,
knjige so vodili, torej je vodila cerkev, ne, ampak samo nezakonske otroke. Vi veste, da je bil Picasso zelo plodovit na vseh področjih, ne samo pri slikanju, ne, in je imel zelo veliko otrok. Ne. Šele leta 1972 v Franciji, ki temelji na francoski revoluciji, so na osnovi sodbe v primeru enega Picassojevega sina samo deloma določili, da je pri dediščini enakopraven z otroci, ki so imeli zakonski status. Ne. Tega si v Jugoslaviji in v Sloveniji nismo mogli predstavljati. Ne. In na desetine takih drobnih primerov je, o katerih ne vemo. Ne. Seveda so še druge zadeve, znova povezane z državnostjo. Z državnostjo so povezane tri stvari. Ne. Povezana je širitev ozemlja in povezan je status. Takrat smo prvič dobili v resnici državo znotraj države. Ne. Prvič v zgodovini smo dobili parlament, ki se mu je reklo skupščina. Seveda se ga lahko kritizira, lahko se ga idealizira, kakor kdo hoče. Vam bom tamle si poglejte tedanja volilna gesla, s katerimi so mislili iskreno. Če bi danes podpisal kakšen slovenski poslanec in se tega držal, bi se mu globoko priklonil, pa mislim, da se ne. Torej, dobili smo svojo državo, znotraj države v subordinativnem smislu, ampak za svojo ustavo prvič v zgodovini, svojo skupščino in svojo vlado, ki sicer ni bila prva vlada, ne, bila je druga vlada, prvo smo dobili takoj po vojni in skozi ta recimo 30-letni proces, ne, 20-letni boja s centralizacijo in potem neke relativno samostojne, že na pol razbite Jugoslavije, ne, lahko govorimo o neki omejeni državnosti z večino atributov, kakršna ima država. Vključno s tem, da je, kot sem prej omenil, ne, slovenska kultura pravzaprav postala državna kultura. Ne. Koliko se je to dobro razvilo, koliko slabo lahko razmišljamo, ne, kot velja še za kakšno drugo področje, ampak to so bili nastavki, na katerih je potem nastala samostojna Slovenija. Morda je bilo kdaj narobe, da so kar od tam nadaljevali naprej ali pustili isto, ne, ampak to je spet eno vprašanje, ki je povezano s tradicijo. No, glavni prelom seveda je bil leta 1948 in od takrat naprej lahko govorimo o nekem specifičnem socializmu. Zelo na kratko samo še o 60-ih letih iz tega obdobja, potem bom povedal nekaj o samostojni Sloveniji in končal, ne, mislim, da približno v določenem času. Torej, zakaj 60. in 70. leta? 60. in 70. leta so velik kulturni prelom, ki ni vezan seveda na socializem. Vezan je na to, da je bila Jugoslavija odprta in je srkala tuje vplive. Jim je pa dajala neko svojo specifičnost. Ne. Kaj so tiste velike spremembe, ki jih je tedanja generacija, sedaj lahko pravzaprav rečem že naša generacija, govorim o sebi, ne, in še o kakšnem kolegu tukaj, ne, prav veliko nas ni takih, ne, več. Torej, prvi ključni pomen je, prva ključna zadeva je sprememba družbe kot celote. Je sprememba pretežno kmečke družbe v industrijsko družbo. To se je zgodilo sredi 50-ih let šele. Ne. Sredi 60-ih let že lahko sledimo naslednjemu razvojnemu skoku, to je približevanje nekemu postsocializmu. Ne. V času Kavčičeve vlade, to je konec 60-ih, začetek 70-ih let, so bili postavljeni temelji tistega, na čemer pravzaprav, če rečem grobo, vegetiramo še danes. Ne. To je bil projekt cestnega križa, ki smo ga gradili 40 let. To je bil projekt turizma, logistike, od katere naj bi živeli. To je bil projekt modernih virov energije. Takrat je bila mišljena s tem atomska elektrarna. Kdor je imel atomsko energijo, je bil med najbolj razvitimi državami sveta.
Kavčič je presekal z nekim projektom, ki mu rečemo EKK Velenje, po katerem naj bi razpeljevali velenjski lignit, naj bi predelali v plin in po ceveh razpeljevali po vsej Sloveniji. S tem so začeli sicer že Nemci. To so delali, s tem je prekinil. No, tukaj pa lahko govorimo o regresivni tranziciji. Dobili smo, kot veste, tako imenovani T6 za ne vem koliko krat preplačan. Ampak to je samo en delček te zgodbe, ki je lahko tudi politična. Spremembe, ki jih prinesejo 60. leta, so spremembe v stanovanjski kulturi, nastanejo bloki, popolnoma drug način življenja. Moja generacija je začela s štedilniki na drva, svoje otroško leto, še ena generacija prej z črnimi kuhinjami, sedaj pridejo hladilniki, pridejo švedske omare, pridejo pralni stroji, sedaj se ne kupuje več ozimnic za celo zimo, vlaga jajc v apna in tako naprej, ker je supermarket v bližini. Motorizacija prenese mobilnost. V psihosocialni podobi to pomeni nek prehod iz kolektivizma v individualizem, ker tudi zabava je do 60 let kolektivna. Vi, če niste v nekem društvu ali jadralnem, kot vidite recimo v Vesni ali v filmu Ne čakaj na maj, nimate neke možnosti, da se zabavate. Če ne hodite v TVD Partizan, takrat noben ne plačuje, ne vem, za otroke, da hodijo k telovadbi ali k baletu in tako naprej. Sem in tja morda kakšen klavir, ampak če ne hodite v glasbeno šolo, tega tudi ni in tako naprej. Se pravi, nek pomemben kulturni premik tudi seveda v oblačenju, v kulturi, v posnemanju zahodnih vzorcev, tudi v študentskih demonstracijah, čeprav nekje sem imel sliko tamle gor, čeprav z nenavadnimi zahtevami, so precej egalitarne, ampak pravzaprav analiza študentskih gibanj, da ne bom zašel predaleč, od takrat, ko so želele neke spremembe v družbi, do danes, ko so pravzaprav privatne družbe, je seveda neka tranzicija, o kateri bi bilo vredno razmisliti in bi morala razmisliti tudi ta univerza. Skupaj s tem je šel nek družben standard, na katerem pravzaprav vegetiramo še danes. Kar predstavljati si Slovenijo brez kliničnega centra. In kaj bi se zgodilo slovensko kulturo, če ne bi imeli Cankarjevega doma, s tako imenovano visoko kulturo in tako naprej. No, o osamosvojitvi bom rekel samo to. To je nek ključen prelom, je neka tranzicija, ki je samo deloma vezana na nas. Večinoma je seveda vezana na evropske razmere. Jugoslavija je imela svoje specifike, kot so ekonomska, politična kriza, kriza mednacionalnih odnosov in v bistvu problem je bil v tem, da so se vsi varovalni mehanizmi eden za drugim zrušili. To so bili Josip Broz Tito kot neke vrste trojedini bog tistega časa, vodja Zveze komunistov, torej predsednik države in vrhovni poveljnik JLA, ampak v to zgodbo torej ne bomo zašli. Povedal bom samo o občutkih Slovencev, na katerih je to pravzaprav temeljilo. Temeljilo je pa na občutku izkoriščenosti, čeprav so bili v Jugoslaviji vsi izkoriščeni, kogarkoli vprašate, je bil izkoriščen, od Đevđelije do zadnje vasi pod Triglavom, je bil Slovenija pač neka, deloma je to držalo, ampak vedno se je denar nekje vrnil tako ali drugače nazaj, ni pa mogla vplivati na strukturo gospodarstva, na gospodarsko politiko, ta je sledila nerazvitim. Torej, uboga Slovenija, ki jo slači federacija. Drugi občutek je bil, zamujamo, kar se dogaja v Evropi. Zamujamo povezovanje znotraj Evropske unije, to, kar se dogaja na znanstvenem področju in še na kakšnem drugem, čeprav na gospodarskem smo imeli nek zelo ugoden sporazum z EGS, ki je Slovenijo pravzaprav rešil v tistih prehodnih časih in omogočil možnost preusmeritve na zahod. Torej, to je bil eden.
In neka izguba jugoslovanske identitete. In tukaj se želim vrniti k neki mitologiji. Ne. Mi smo jugoslovansko torej identiteto izgubili. Ne. Izgubili smo, generacija 80-ih let ni vedela, kaj je Jugoslavija, je ni videla. Če si v razredu vprašal, kdo je bil v Beogradu, so dvignili roko 3 ali 4 ljudje in to tisti, ki so bili tam rojeni ali pa so imeli sorodnike. Ne. Maturantski izlet in vse drugo je bilo usmerjeno na zahod. Se pravi, ta generacija je zrasla v popolnoma drugačnih razmerah in je z Jugoslavijo razen košarke, nogometa in deloma Jugoroka ni povezovalo ničesar. Ne. In v tem je nastal nek prazen prostor. Mi takrat Evrope še nismo videli kot neke asociacije, v katero bomo lahko šli. In takrat se potem razvijajo te razne teorije, ne, da mi pravzaprav nismo Slovani, smo Veneti, smo Etruščani, smo tukaj od nekdaj, ne, poenostavljeno rečeno najprej amebe, potem človeška ribica in potem Slovenci. Ne, in to je pravzaprav bilo neko iskanje ali pa srednjeevropske identitete. Takrat nastane Vilenica, ne, mi smo srednjeevropejci. Nihče ni znal povedati, kaj so srednjeevropejci, potem je avstrijski pisatelj Peter Handke rekel, to je samo meteorološki pojem in se je skregal na smrt seveda z našimi pen oziroma krogom okrog Nove revije. Ne. In to se je v resnici kasneje izkazalo, da ni neka nova identiteta. Ne. Koliko je Evropska unija nova identiteta, ne, o tem seveda se lahko potem na koncu pogovarjamo, ne, ampak mi smo pač neko identiteto zapustili. Grajena je bila 40 let, ne, nekega socialističnega jugoslovanskega patriotizma, razpadla je pa zelo hitro. In to nas je pripeljalo do neke hude travme, ko smo ostali osamljeni. Jugoslavija je razpadla, Evropa nas pa ni hotela. Ne. Se pravi, ta ubogi Janez, Amor, strelja puščice na Evropo, Evropa ga pa noče. Ne. Blokirajo ga Italijani, blokirajo ga Avstrijci in tako naprej. Ne. No, v tistem času je karikaturist Marko Kočeva narisal tale zemljevid, ne, ker občutek je bil tak, dobro, če nas pa nihče noče, nas pa noče, mi imamo državo. Ne. In je narisal zemljevid, v katerem imate periferijo London, New York, Pariz in tako naprej, ne. Slovenija je pa v centru sveta. Ne. Torej, to nekako je bil poenostavljeno rečeno občutek tistega časa, dokler nismo prišli do 9. tranzicije, to je tranzicija v Evropsko unijo in v NATO, ne, seveda z znanimi slovenskimi pač rivalstvi, prepiri, kdo bo podpisal, kdo ne bo podpisal in tako naprej. Ne. No, ampak potem smo dokaj hitro, bi lahko rekli, prišli v neko povprečje ali celo nadpovprečje, ne, z vsemi temi raznimi kazalci, ne, tudi s prevzetjem neke nove valute, ki nas je sicer drago stala, ne, in v posrednem smislu seveda tudi spravila v precej vazalni odnos in s tem bom tudi končal. Ne. Torej, ti grbi simbolizirajo ta moj kratek sprehod, ne. Kaj bo pa z 10. tranzicijo, to vprašanje pa pustim odprto. Ne. Čeprav vemo, ne, kot pravi beograjski grafit, da je edino zanesljiva prihodnost. Ne. O preteklosti imamo zelo različna mnenja. Hvala lepa. Seveda sem odprt zdaj za kritike, komentarje, vprašanja. Kar izvolite. Lahko sem nakazal procese, ne, seveda zgolj nisem mogel, ne lahko še kaj dodatno argumentiram, ne, če ima kdo željo, tako da kar. Ni? Mislim, da je. Zagotovo vas kaj zanima. Ne. Vsaj v zadnjem vprašanju. Ne. Pred evropskimi volitvami smo, ne. Se pravi, treba je nekaj reči. Ne. Kaj bomo rekli?
zastavim eno ljubko vprašanje. Ja. Če človek, ki se loteva zgodovine, pisanje zgodovine nekega etničnega ali pa nacionalnega ozemlja ali skupnosti s takšno nacionalno perspektivo, potem se mu seveda ne more ta zgodovina prostora ali skupnosti kasati kot en Sonderfall, kot specialni problem ali pa specialni primer. Mene vendar zanima, ali zgodovina tega slovenskega naroda ali pa slovenske skupnosti izkazuje v tem istem času kakršnokoli posebnost. Ali gre za ali kakršnokoli posebnost ali posebnosti in ali ta zgodovina teh 100 let preči kakršnokoli konstanta, ki je posebna v primerjavi s drugimi nacionalnimi skupnostmi. Ja, težko vprašanje. Da bi bila čisto posebna, ne, ampak prva stvar, ki mi pride na misel, je to, da smo Marijin narod. Ne. Sicer je tudi tukaj konkurenca, ne, Hrvati so ravno tako, ne, in Poljaki in Madžari, ne, ampak torej, kako bi rekel, mislim, da nismo tako zelo posebni. Ne. Mislim, da je pravzaprav, in tega nisem rad dovolj poudaril, naše iskanje, ne, je bilo vedno iskanje rešitve z drugimi. Ne. Do 80-ih let, torej do razpada Jugoslavije, ne, do teh zadnjih let, tam nekje, niti se ne da natančno definirati, ne, mora tam nekje 87, 88, ne, vedno iščemo povezave z drugimi. Ne. En pomemben element sem še pozabil omeniti pri 80-ih letih, ne, zakaj smo sprejeli to stran od jugoslovanstva. Strah pred večnimi sovražniki je izginil, ne, pred Nemci ali Avstrijci in Italijani. Ne. Če vi gledate ankete javnega mnenja, v konec 80-ih let so na prvem mestu Srbi, ki nikoli niso bili neki življenjski sovražniki Slovencev. Ne. Tako da jaz bi v resnici, ne, če dam šalo na stran, bi zelo težko rekel, da smo posebni. Posebni smo v tem, da smo uspeli postati narod. To bi si pa skoraj upal trditi. Ne. Ker vendarle, čeprav imamo za to samo delne zasluge, ne. Omenil sem primerjavo z Britonci in tako naprej. Ne? Ampak, če gledate vseh teh nekaj tisoč narodov na svetu in teh 100 in nekaj držav, ne, potem to gotovo je neke vrste posebnost, da iz tako heterogenih delov Slovenije, kot so bile te historične dežele, vendarle spraviš skupaj nekaj, čemur potem lahko rečeš narod. Ne. Morda bomo tudi posebni v tem, da bomo to zelo lahko zapravili, ne, ampak to je za tistim vprašanjem. Ne. Drugače pa v resnici pravzaprav ne vidim, da bi bili Slovenci v nečem zelo posebni. Izseljujemo se tako kot drugi, ne, torej razmišljamo na podoben način, demokracija je podobna, ali ne demokracije drugim, tako da ne vem. Zdaj, če pa kdo vidi razen tega čudeža, da smo narod, ne, še kaj drugega, bom pa vesel, če nam pove. Izvoli. Vprašanje je, tam na tej tranziciji iz bivše Jugoslavije v samostojno Slovenijo si zelo na hitro omenil, da je naša vloga bila, torej vloga Slovenije, minimalna ali pa predvsem ne tako velika, kot nam jo pripisujejo. Ali lahko malo bolj kontekstualizirati? Ja, lahko seveda. Je Slovenija bila razumljena kot tista, ki je prva izstopila in je kar je sledilo potem temu. Res je, to figurira. Ne? Slovenija je tista, ki je razbila Jugoslavijo. S tem se pravzaprav soočamo tudi v znanstvenih krogih ves čas, v zadnjih letih malo manj morda kot kdaj prej. To definitivno drži. Taka je bila percepcija velikih sil, diplomatov, tako percepcijo so ustvarjali pisci o Jugoslaviji, ki so bili večinoma tukaj neki novinarji, dopisniki, publicisti in tako naprej. Ne.
Ampak, če gledate objektivno, ne, je Slovenija, torej možna bi bila. To, kar je Slovenija morda na nek način preprečila, je neka centralizirana Jugoslavija. Ne, ker to je bil prvi poskus. Prvi poskus Miloševića, ki je bil osrednja figura, je bil centralizirati Jugoslavijo skozi ustavna sprememba in na različne druge načine. Ne. Tukaj Slovenija gotovo ima neko, ne samo Slovenija, tudi Hrvaška, ampak ima neko pomembno vlogo. Drugače pa, če gledate mednacionalne odnose, ključni sta bili dve, vprašanje odnosov Srbov in Albancev na Kosovo in vprašanje Srbov in Hrvatov, torej Hrvatov na Hrvaškem. Ne. In Slovenija, tudi če ne bi razglasila samostojnosti, če ne bi bilo vseh teh aktov, ki jih danes upravičeno pač v veliki meri slavimo, včasih pa tudi neupravičeno, bi do jugoslovanskih vojn ravno tako prišlo. Ne. Samo pač v Sloveniji bi bilo morda še malo tega prihranjenega, ne, ker tisti poskus centralizacije, ko so poslali vojsko na mejo, je bil res zgolj poskus. V tistem času je že nastal nek koncept Velike Srbije. Tako da zgodovinsko gledano, jaz mislim, da mi na to, tako kot nismo mogli vplivati na razpad Avstro-Ogrske, tudi na razpad Jugoslavije v bistvu nismo mogli vplivati. Kljub vsemu pomenu, ker mi smo imeli bistveno večji pomen v Jugoslaviji, kot se je to izkazovalo skozi število prebivalstva ali pač ozemlje, se je pa izkazovala ta premoč ali večja moč v ekonomiji. Ne. Torej, kljub temu enostavno ne bi mogli take države rešiti. Ne. Se je konec koncev ni mogla rešiti cela Evropa. Če gledate jugoslovansko krizo, edini uspešni poseg je bil poseg Evropske unije v to, da se je Slovenija osamosvojila, da so se Slovenija in Hrvaška osamosvojili kot posledica Brionskega dogovora. Ne. Ni rešila ne krize na Hrvaškem, še manj krize v Bosni in tako naprej. Ne. Tako da to so politične ocene. Ne. Jaz kot zgodovinar pač to vidim tako, ne, da enostavno to ni bilo mogoče. Kar pa nas ne odvezuje neke moralne odgovornosti, ne, in nekega bežanja od tega prostora, kar je bilo prvič neumno, in drugič nekorektno, sploh v 90-ih letih, pa še tudi danes. Ne. Ko se spomnim začetka 90-ih let, ko je padel en predlog, da bi ustanovili Jugoslovanski inštitut, še večina zgodovinarjev ali velik del je bil proti. Ne. Tako da, vsak beži stran, ne. Vsak misli, da se bo na novo rodil, ne, in nekaj na novo začel, ne. Ampak preteklosti ne moreš ubežati. Ja, izvoli. Prvo bi imel en komentar, pa to drugo bi bilo pa vprašanje na tiste zadnje vprašanje. Eno mogoče, če bi nadaljeval tem, ker Saša vprašal, če je še kakšna naša posebnost. Jaz se večkrat tako vprašam, a mi najde kdo še kakšna primerjava enega 2-milijonskega naroda, ki pol nacionalno državo dočaka, po domače rečeno, z ne vem koliko izdajem nacionalnega dve izdaj atlasa, ne vem koliko izdaj knjižnega jezika, enciklopedije, dve popolni univerzi. Če ne drugega, kar imamo definirano jezik, je ročnica, tisto, kar nas loči, kar nas ne loči od sosedov vera, pa kaj kot drugega, ne. Tista identitetno točko eno, kakorkoli, ali ohlapna, ali pa stroga smo pa le imeli. Tako jaz vedno v tem vidim, mogoče eno specifiko, ker konec sem še Balti bi lahko kakšno primerjavo najdel, mogoče po domače rečeno. No, ta druga pa tisto vprašanje, kar si že samo omenil predavanje, vedno je pa tisti, ki odpade, je ta črn. Vemo, kako gledamo na Avstro-Ogrsko, vemo, kako se gleda na prvo Jugoslavijo v času druge Jugoslavije, torej ognilih kapitalistih, izkoriščevalcih, in seveda, ko razpade Jugoslavija, gledamo na črno Jugoslavijo in če karkoli omeniš, kateri od teh procesov je potekal, takrat modernizacijskih, po domače rečeno, si že jugonostalgih. Torej, špekulacija, if history, to vprašam, kaj si predstavljaš, da bomo v naslednji državi pod tistim vprašanjem črnega videli v EU-ju? Ja,
To je odvisno od EU-ja, to je jasno. Ne. Jaz sem prepričan Evropejc, to moram povedati. Jaz mislim, da dolgoročno slovenskega obstoja brez Evropske unije ni. Seveda ne, to vam bo vsak rekel, to je že floskula, ne vsakršne Evrope, ampak v osnovi mislim, da je to jasno. Ne, da taki majhni narodi ne moramo preživeti. Ravno sem napisal en komentar za posebno številko Mladine, kjer sem skušal pokazati, kako se mi na številnih področjih vračamo v 30. leta. Ne. Torej, seveda se zgodovina ne ponavlja, to vsi vemo, tukaj cel kup kolegov, ne, da se ne ponavlja, ampak če neki problemi niso rešeni, lahko vidimo iste vzorce. Ne, in mi ne bomo dočakali nekega novega Hitlerja ali pa Mussolinija, to je iluzorno, lahko pa dočakamo celo vrsto modernih Hortijev, Pilsudskih in tako naprej, ali če hočete Tajanijev, Orbanov, ne, in da ne naštevam še kakšnega domačega. Ne. To je študirati Tuklida, ker o tem to je moje, jaz imam ta komentar. Ti si ne govoril o slovenski zgodovini kot o nekem kolektivnem subjektu. Slovenci so tako, Slovenci tako. Zdaj meni zanima, kdo so bili to, ker po zakoncih nišče nič ne vprašal. Leta 20 so vprašali Korošce, pa so se odločili, zelo so se odločili. Vemo, da so se odločili za Avstrijo. Slovenski. Ja, res je. Mi smo vprašali pol leta 91, kaj je bil referendum 90. Ja. Da smo bili vprašali. To je moje prvo vprašanje. Potem imam en komentar k tem črnim podobam preteklosti. Vse to ni značilno samo za politični sistem. Vemo, ja. Komunisti so gledali na črni srednji vek, zgodovinarji Adamovske šole so gledali na prejšnje zgodovinarje kot ne vem kakšne bizgece, pa ne eni ne drugi niso bili, torej ni bilo takih razlik. To je očitno pač gre za vzpostavitev identitete na ta način, da se očrniš drugega. Jaz imam še ta komentar, ti si govoril o Kavčiču, o tistih njegovih konceptih ekonomskih. Vse to se popolnoma jasno vidi na trgu revolucije, oziroma kaj je to trg republike danes. Dve visoki stavbe, ena je banka, druga je iskrena stavba, to se pravi visoka tehnologija, tretja stavba je pa trgovina. To se popolnoma jasno vidi njegov ekonomski koncept. Sploh ni treba nič drugega, kot se postaviti na skupščino, kot pogled. Skupščina je pa čisto majhna. Ja. Z velikima stolpicama, ki kažete pa veliko moderno tehnologijo. Vprašanje moje pa to, ti si rekel, da otroci na dosih iz 80 let niso imeli skupnega z Jugoslavijo, oziroma zlobano, ampak zdaj pa vendar neka jugonostalgija spet, to je po mojem zelo nekritična, odkot ta jugonostalgija. Delo mlade. Ja, res je. No, strinjam se z vsem, kar si prej rekel, seveda, to so neke politične vzpostavitve odnosa do prejšnjega, včasih tudi znanstvena obdobja in tako naprej. In tole o Kavčiču bom porabil, če smem. Sej te bom citiral. No, ampak jugonostalgije... Ne, absolutno, se bom potrudil. Dobro. Jugonostalgija, to me zelo pogosto sprašujejo po bivši Jugoslaviji, ker sem v raznih projektih. Ni enoznačnega odgovora. In tudi treba je razdeliti stvari. Zdaj, res je, nekatere stvari so se ohranile. Nekatere stvari so se ohranile generacijsko, nekatere stvari so mlajše generacije posvojile. Recimo glasba je taka. Vsak mesec so slovenske dvorane napolnjene z ljudmi, ki so tudi 10 let starejši od mene, pa so z juga. Od Tereze Kesovije do ne govorim drugih in tako naprej. Torej, v Sloveniji so še vedno popularni. V redu, boste rekli, stara generacija. Repe in njegovi od tam naprej, čeprav jaz nisem kakšen fan tega. Kako že rečejo? Sentiči. Ampak vi imate radijske postaje, ki vrtijo te zadeve. Imate radijske napovedovalce, ne bom jih zdaj tukaj našteval od Antene do Radija D, ne vem koga, ki poznajo vse te komade, ki jih zraven popevajo in tako naprej. Se pravi, je obstajal nek jugoslovanski prostor, ki ga mi zanikamo.
In to je poseben problem, o katerem bi se dalo razpravljati. Mi tega prostora nismo zamenjali za nekoga drugega. Mi nismo, tukaj je bila neka percepcija, Jugoslavije, teh 20 milijonov bomo zamenjali za Evropo. Kdo? Kdo od slovenskih pevcev, kdo od slovenskih, recimo, znanih ljudi, razen Slavoja Žižka, pa mogoče še koga debatira o nekih teh zadevah. Jaz sem lahko debatiral in še danes lahko debatiram o Beogradu kadarkoli, da pridem v Pariz, pa tudi na Sorbono, sej pridem. Vsi vemo, kakšen napor je in po kakšnih zvezah in tako naprej. Se pravi, mi enega prostora, ki je vendarle imel neko neprisiljeno kulturno identiteto, nismo zamenjali z drugim. Podobno deloma velja za šport in še kaj. In mislim, da se je del tega prenesel v tem. Zdaj, drugi del je pa po mojem mnenju v mentaliteti tega prostora. Slovenska družba je zelo okorela. Ima zelo togo določene vzorce vedenja. To vedno bolj velja vse zahodne družbe. Je tudi vedno bolj kampanjska. Včasih smo imeli politične kampanje, zdaj imamo kampanje za to, da se ne sme kaditi tukaj in tam in tako naprej. Predlogi so celo, da v svojem stanovanju ne bi smel, ne zagovarjam kajenja, da ne bom kje v demokraciji ali pa ne vem, kje čez 2 dni. Ampak hočem povedati to. Mi smo se zagnali, jaz sem to opazoval v Ameriki, to v sosledju 2-3 let se je popolnoma spremenil. Neka država, ki je bila relativno liberalna na marsikaterem področju, se je, dobro, tam so imeli pač ti svoj 9/11, ampak vseeno se je popolnoma spremenila. Jaz tudi mislim, da se je slovenska družba zelo spremenila. Je tudi mnogo bolj konzervativna. Moji otroci so mnogo bolj konzervativni od mene. Od spolnosti do vsega drugega, če hočete, odnosa do golote in tako naprej. Kje imate še kakšne nudistične plaže? V Sloveniji sem in tja še kaj dobite. Poglejte Hrvaško, tam jih preganjajo z žveplom, s križi in s česnom in tako naprej. Se pravi, te družbe so se spremenile. Balkan se je spremenil mnogo manj. Vi greste na Balkan, lahko pijete, lahko kadite, lahko razgrajate, lahko bruhate, bodo rekli, vidi ovo Slovenca, ludok, što radi, pridete nazaj, pa ste spet en priden študentek ali pa dijak. In jaz mislim, da je v tem, recimo, to povzetje te slabe, kot ti praviš, jugonostalgije. Mogoče tudi, kar ste omenili oblačilno kulturo. Ste rekli, da so Slovenci v 60-ih prišli z kmečko industrijsko družbo. Tako da se tudi vidi, ker tudi jugoslovanski prostor, recimo, da ima neko boljšo kulturo oblačenja. Da se zavedajo, da grejo zvečer ven, da se ločujejo. Tako pa je Slovenci, pa meščanstvo, pa oblačenje. Recimo, čisto... No, nekaj morate vedeti, slovenska socialistična ureditev ali slovenski komunisti, če sem natančen, so bili konzervativni. Klasična glasba, partizanska glasba in tako naprej, če govorimo o glasbi, kravate, obleke. Meni je enkrat pokojni filozof Taras Kernmauer, s katerim sva imela nek skupen projekt, rekel, veš, kaj ti povem v Ziherlu? Je klobase in posluša Mozarta. Se pravi, ta mentaliteta te generacije kultura spremenila in je pač potem imela nek svoj napredek, tak ali pa drugačen. Ne samo pri nas, tudi povsod, vi veste za znamenite copate Joška Fišerja, ki so zdaj v muzeju, on ima pa bogat bančni račun, čeprav je bil revolucionar in tako naprej. Tam v podhodu iz Rožne doline je bil napis, žal ga ni več, hotel sem spremeniti svet, pa je svet spremenil mene. In to velja tudi za oblačilno kulturo in za vse drugo, kar se je takrat zgodilo. Ampak v vseh teh dolgih tranzicijah ena stvar ni bila uresničena in jaz kot profesor globoko obžalujem. Na tej stavbi na vrhu so kričali, da je treba odpraviti spite. In ne vem, zakaj tega nihče ni storil.
Dobro, če ni več, se vam zahvaljujem, upam, da ni bilo preveč dolgočasno in se vidimo.